Papež Frančišek je danes na svoj 80. rojstni dan zjutraj vodil somaševanje s kardinali v kapeli Paolina. Med homilijo je razložil današnjo Božjo besedo. Liturgija nas v trenutku, ko čuječe pričakovanje Božiča postaja vse bolj intenzivno, vabi, da bi se nekoliko zaustavili. Kaj pomeni zaustaviti se prav v trenutku, ko je intenzivnost vedno večja? Cerkev preprosto želi, da se spominjamo. Ustavi se in se spomni. Poglej nazaj, poglej pot. Spominjanje je deuteronomična drža, ki daje duši veliko moč. Tudi Sveto pismo spominjanje izpostavlja kot način molitve, srečanja z Bogom. Spominjajte se svojih voditeljev, spominjajte se prvih dni, glejte nazaj, da bi šli lažje naprej, je zapisano v pismu Hebrejcem. V 11. poglavju le-tega je navedena vrsta pričevalcev, ki so pripravili pot, da bi prispeli do polnosti časov. Liturgija nas danes torej vabi, da bi prosili za milost spominjanja, da ne bi pozabili. Ne pozabiti je del ljubezni. Imeti vedno pred očmi vse dobro, ki smo ga bili deležni, je del ljubezni. Gledati zgodovino, od kje prihajamo, naše očete, prednike, pot vere, je del ljubezni. To spominjanje je za nas dobro. Začenja se z izvolitvijo ljudstva. Jezus Kristus je Davidov sin, Abramov sin. Izvoljeno ljudstvo je na poti naproti obljubi z močjo prve zaveze in sledečih zavez. Pot kristjana, naša pot je preprosta. Obljubljeno nam je bilo: hodi v moji navzočnosti in bodi brez graje, kakor je naš Oče. Obljuba bo izpolnjena na koncu, utrdi pa se za vsako zavezo, zavezo zvestobe, ki jo sklenemo z Gospodom. Kaže nam, da nismo bili mi tisti, ki smo izvolili, ampak da smo vsi bili izvoljeni. Izvolitev, obljuba in zaveza so kakor stebri krščanskega spominjanja. Gledati nazaj, da bi šli naprej. Milost je torej spominjati se. Na poti vedno najdemo milost in greh. V zgodovini zveličanja na seznamu so veliki grešniki in so svetniki.